Živjo, dobrodošli v kratkočasnicah. V današnji delavnici si bomo pogledali nekaj osnovnih stvari o risanju. Pa začnimo. Kaj bomo potrebovali za risanje? Potrebovali bomo papir, prazen. Lahko je tak, ki ga je že nekdo uporabil prej. Lahko je v zvezku, lahko je vaša skicirka, po želji. Potem bomo potrebovali šilček in radirko. In potrebovali bomo svinčnik. Koliko svinčnikov. Zdaj, ne se ustrašiti, če nimate doma toliko različnih svinčnikov. Ponavadi v svojih šolskih torbah nosite svinčnike, ki imajo oznako HB. Pa pokažem. No. Se pravi, tukaj zgoraj piše HB. Zdaj se malo slabo vidi, ker se sveti. HB je oznaka za svinčnik in za njegovo trdoto oziroma mehkobo. HB je nekje v sredini te lestvice. Tako. To je HB. Jaz pa imam tukaj v svoji puščici svinčnike, ki imajo tudi oznako B. B oznaka pomeni, da je svinčnik bolj mehak. Že samo, če si pogledate ti dve črki. H je bolj ostra in B je bolj mehka črka, ne? Tako si lahko to zapomnite. In ta svinčnik B, bom vzela tegale recimo, tale ima oznako B9. Višja kot je številka, bolj je svinčnik mehak. Se pravi, ta je zelo mehak svinčnik. Pa poglejmo, kako izgleda, če z njim potegnem črto. A vidite, da je temnejša kot od HB? Pa nam bom napisala tukaj zraven. Tako. Ti svinčniki se pri risanju malo hitreje tudi obrabijo, ker so tako mehki, ampak so pa zelo fajn za risati. Potem pa imam še en svinčnik H, z oznako H. To pa je bolj trd svinčnik, ki ga ne uporabljam tako pogosto pri risanju. Pusti tako lahko sled, svetlo. Tukaj se jo že zelo slabo vidi. Tako. Take svinčnike se bolj uporablja za kakšne detajlčke ali pa mogoče pri kakšnem bolj tehničnem risanju, kjer moramo paziti, da se nam risba ne razmaže. Tako. Se pravi, kot sem že rekla, če nimate različnih svinčnikov doma, nič hudega. Če pa radi rišete, vam priporočam, da ko bo to mogoče, si kupite kakšen mehek svinčnik, pa kakšen trši svinčnik za poskusiti.